いよいよ日産リーフのオフラインです。Nissan je svoj prvi serijski električni avto predstavil že na začetku preteklega desetletja. No, na to pa smo kar 12 let čakali, da se je uspešnemu pionirju Leafu pridružila še električna Aria. No in na to smo čakali še dodatni 2 leti, da je ta težko pričakovana Aria pripeljala tudi na slovenske ceste. V bistvu sta tukaj dva problema, kaj se je zgodilo. Eno je, da je bilo v bistvu v Evropi ogromno nekih prednaročil pobranih in seveda so imeli te vsi skupaj prednost v proizvodnji. Druga stvar je bila pa to, da je pa dejansko, ko se je začela ta vojna v Ukrajini, hočeš nočeš je to za sabo potegnili težave v proizvodnji, omejitve z raznimi sestavnimi deli in je potem pač v nekem momentu prišla odločitev, da pač države, ki še nismo lansirali, bomo še malo počakali, zdaj se je pa to končno sprostili in evo, končno jo imamo. No, v naši ekipi smo ta avtomobil že nekajkrat preizkusili in ugotovili, da gre za nadpovprečno prostornega, pa tudi spodobno dinamičnega križanca, kar mu omogoča nova platforma, ki jo je Nissan razvil za celoten koncern. Aria ponuja 2- ali 4-kolesni pogon ter baterijo z uporabno kapaciteto 63 ali 87 kWh. Manjša baterija naj bi, po sicer težko dosegljivih uradnih podatkih, zadoščala za 360, večja pa kar za 500 km vožnje z enim polnjenjem. No, na kakšno različico pa bodo predvidoma najbolj računali slovenski kupci? Nekako izkušnje učijo, da se nekje 30% kupcev odloči za manjšo baterijo, 70% za večjo baterijo in pri teh, ki bojo se odločili za večjo baterijo, je nekje v povprečju 50-50, se pravi 50% dvokolesni pogon, 50% štirikolesni pogon. Kaj je posebnost tega modela, je, da pač serijsko prihaja mogoče 7 kW onboard chargerjem, se pravi polnilcem na strani avtomobila. Mi vsekakor toplo priporočamo vsem kupcem, vsem potencialnim, ki jih zanima ta avto, da doplačajo to opcijo za 22 kW polnilc. 1000 € je to doplačilo. Ko takole delamo vse več kilometrov z Ario, pa nekako dobivamo občutek, da gre zares za nekoliko drugačen avto od ostalih avtomobilov proizvajalcev v tej skupini, ki jo sooblikuje Nissan. No in prav to je bila tista želja snovalcev tega avtomobila, ki so želeli, da bi bila Aria tipično japonska. No, ampak kaj pravzaprav to pomeni? Bodo slovenski kupci to japonsko sporočilo razumeli? Ta prostor med sovozniki, ki ni te sredinske gredi sredi avtomobila, ki kar naenkrat v bistvu, ne vem kako bi rekel, lahko bi si žogo podajal levo, desno, takrat, ko stoji avto. Tako da je drugačen, so pa dejansko hoteli nekako ustvariti ta, kako bi rekel, japonski minimalizem. Se pravi, čim ima neke opreme, čim ima nekega, kako bi rekel, nabasanih stvari noter, da je čutiti ta odprt prostor vse skupaj. Prednost, ki jo mi vidimo, da je avto narejen na Japonskem, ker nekako ljudje zaupajo japonski tehnologiji, da je to pač neka tehnologija, ki bo držala, ki bo vzdržala. Po drugi strani za nas je to malo logističen problem, ker pač avto z Japonske precej časa potuje do Evrope in zdaj ali moramo na nek način zagotoviti, da imamo neko primerno zalogo vozil nekje v Evropi, ali pa kupce nekako prepričati, da bojo počakali na svoj avto malo dalj časa. O Nissanu Arii smo v našem uredništvu že pripravili nekaj prispevkov, ki vam bodo ponudili praktično vse želene informacije o vozilu. Zdaj, ko nas to zaradi prihoda v Slovenijo še toliko bolj zanima. Z njegovimi snovalci smo se tako recimo pogovarjali na Švedskem, v Andori smo na najvišje ležečem dirkališču preizkušali njegov 4-kolesni pogon, na tokijski obvoznici pa smo se z njim vozili kar brez rok. Uživajte!